Dobro jutro. Dobrodošli danes v tretji od serij Kako lahko najbolj učinkovito izrabim svoja prva eterična olja. Vesela bom tisti, ki prijete zdaj gor, če mi mogoče samo spustite en like ali pa karkoli, poveste, da vse skupaj deluje. Še malo počakamo. Smo tudi zgodni, danes je tudi ura se predstavlja, tako da je mečkan drugače. Super, hvala Romana. Danes imamo pa super temo, namreč želela sem vam predstaviti predvsem, kako lahko eterična olja uporabljamo še poleg dveh načinov, ki smo jih že spoznali. Torej, prvega načina smo se lotili najprej, aromatična uporaba, drugi način je bil uporaba na koži. Sicer sem zraven dodala še izdelavo zelenih čistil in osebno nego, kar je bila kar zajetna tema, tako da čestitke vsem, ki ste šli čez celih 45 minut, bi pa lahko razdelili še v 3 posamične dele. No, danes se pa lotevamo tretje uporabe in to je interna uporaba. Eterična olja doTERRA, čestitke vsi tisti, ki jih že imate, so, kot veste, naravna, trenutno še vedno najbolj testirana, kar se jih da dobiti. Vsakokrat na dnu vsake vaše stekleničke najdete tudi serijsko številko prav vaše stekleničke, ki vam na soštvoju da popolno kemijsko sestavo vsega, kar pač določeno eterično olje ima. Trenutno sem vam pokazala limonsko travo. Skratka, želela sem se dotakniti malo interne uporabe, malo čez to, kaj mi delamo čez dan, pa kaj sem že danes pripravila, ker imamo ta vikend je na Sofijino željo naš grški vikend, kar pomeni, da imamo veliko tudi grških jedi. In v nekaterih od teh res uporabljamo tudi eterično olje, tako da se bomo malo tudi kulinarike dotaknili, ne samo tistega dela internega, kot ga verjetno najbolj pričakujete. Naša jutra se večinoma začenjajo na tešče s kozarcem vode. Dobro jutro, Karin, živa Maja. Maja, sem ravno prej še Krušičevo spraševala, kaj ste delali s solmi, tako da sem rekla, da vidim, kako ste vi pripravili, sem malo drugače, Majči, evo. Tako da vam bom tudi dala par napotkov. Skratka, vsako jutro pri nas začnemo z sveže iztisnjenim sokom limone. Jaz sicer imam rada kar močno, zdaj, če nimate tega radi, uporabite pač bolj razrečeno ali pa pač eno limono razdelite na večjo količino vode. Vodo pri nas pijemo vedno na sobni temperaturi, pri nas se vedno najde en vrč, vsaj v enem kotu ali kuhinje, v enem kotu jedilnice, tako da je voda vedno na sobni temperaturi, zato da je to za telo najbolj fajn. Tudi recimo, mislim, da je že kolegica Maja Vode Bečič imela super oddajo ravno o tem, kako moramo piti vodo in vodo moramo piti po požirkih, tako da nalivanje z vodo vsekakor ni fajn, nalivanje s hladno vodo ni fajn. In tudi recimo en moj napotek, v poletnem času, ko je zelo vroče, skoraj bolj priporočam topo čaj, kot pa neko vodo. Živa Marjana. In recimo super napotek, ki sem ga še, ko sem še vodila v Turčiji, ki meni tudi zelo ljuba dežela, so me naučili, da dam v jogurt malo vode, čim bolj tak domač, in pa noter sol in poper v času poletja. Tako en tak napotek, če še skočimo malo naprej. Danes bi verjetno dodala še kakšno eterično olje, takrat jih še nisem poznala oziroma še nisem bila mama, ker me je namreč to ravno tudi pripeljalo do tega. Skratka, sok z limono, z limoninim sokom vsebuje C-vitamin, medtem ko eterično olje limone iz osnovnega paketa pa ne vsebuje C-vitamina. Živa Maja, ravno sem se citirala o krasnem videu, kako pravilno piti vodo. Skratka, kar se tiče limone, jaz dodam kar vsaj kapljico v tale del kozarca, ki smo ga že imeli z limoninim sokom, kar pomeni dejansko dobim s tem cel sadež. In moramo vedeti, da je kemijska sestava eteričnega olja iz lupinice čisto popolnoma drugačna kot sok iz mesa limone. Tako da to pijem zjutraj na tešče po požirkih in dejansko s tem dobim cel sadež in ful je dober. Se pravi, če vam slučajno cel sok limone ne ustreza, si lahko razrečete to tudi na večjo količino vode. Kar se tiče pijače, v času, ko pride do tega, da se mogoče včasih tudi mečkan slabo počutiš ali pa si utrujen in čutiš, da te dnevi, ki prihajajo, pa verjetno ne bojo najboljši,
Takrat si jaz naredim skodelico čaja, zdaj tukaj ne morem pokazati, ker bom polila, in si noter dodam žličko medu. Pozabila sem se ga pripraviti tlele, ker sem ga že pospravila, ampak lahko pa izkoristim tega, ker sem ga tudi že pripravila. Namreč enega sem že pripravila z eteričnim oljem. Pri nas velikokrat pripravimo naš domač med, imamo to srečo, da imamo svojega, Martinovega, pripravimo posebej in dodamo tudi različne eterične olje. Trenutno v tem, če bi vam ga lahko čez ponesla, je limeta, tako da dodam žličko tega v med in v takih trenutkih, kot sem vam rekla, da se me včasih kaj loteva, zdaj ga sam iščem, da ga ne zgrešim, je meni res noro, sicer ni v osnovnih oljih, ampak nepogrešljivo olje pri nas, to je ingver. Tako da si dodam na žličko medu še kapljico ingverja v čaj, to je malo bolj gosto olje, in potem to po požirkih pijem in sem drug dan korošca. Tako da, če si to zvečer pripravim, po potrebi tak čaj, potem še naslednji dan, skratka, in še aromaterapijo zraven dobivaš, tako ker se super spoji z medom. Naslednja stvar, velikokrat pri nas pripravljamo zelene smutije. Za osnovo lahko vzamete tudi Terra Greens. Pri nas moram reči, da smo ful dolge pogovore imeli s puncama, tako da one res obožujejo ta smoothie, ne boste si mislili, res da noter dodamo banano, ampak tudi veste, zakaj je dober, zato da bodo celice vesele, da bo telo krepko, tako da smo pač res imeli enostavne pogovore tako na otroški ravni, da razumete, zakaj je to dober. In pol sem jih seveda tudi spraševala, kaj dajemo not, pa smo nekaj cajta jabolko not miksale, pa ni bilo tako dobro, no skratka, zdaj smo pri banani in imajo odlično. Tako da to tudi velikokrat pijemo, sploh v tem času, ko se želiš še bolj zaščititi pred sezonskimi vplivi okolice, ki jih pač trenutno vsi poznamo. Vmes sem vam že pokazala, kako si ga lahko res tudi oplemenitimo, pa moramo vedeti, da eterične olja niso samo nekaj, kar da res noro krasen okus. Jaz velikokrat rečem, da je to, kot da bi delal molekularno kuhno, skratka, res dobiš arome, ki so veliko močnejše, ker v procesu hladnega stiskanja lahko noter v citruse dobite vsem še neke, bom rekla, naravne kemijske spojine iz lupince, ki jih sicer ne morete dobiti, če bi jih samo naribali. Plus ni vedno možno dobiti ekološko tangerino ali pa bergamotko, kaj še nekaj drugega, tako da te stvari so pri nas res priročne. Med citrusi, ki jih mi uporabljamo oziroma jih Terra ponuja, so ful dobri za čaj, če imate radi Earl Grey črni čaj, ga lahko naredite z bergamotko, ponovadi jaz dodajam kapljico citrusa. Če imate kakšno drugo eterično olje, ki je močnejše, pa ga dodajam z zobotrebcem. Dejansko vzamem zobotrebec, vam bom zdaj pokazala recimo z baziliko, ki je malo bolj močna. In jo dejansko, če imam recimo za baziliko ponovadi delam pasato, to se pravi preliv za pico, takrat v bistvu naredim tako, da grem z zobotrebcem v eterično olje, pomešam, probam, če mi je dovolj močno in če mi ni, vzamem nov zobotrebec in zadevo ponovim. Zdaj, kaj narediti, če imate zelo radi zelišča? Zdaj, da ne pozabim. Torej, kaj najdemo med eteričnimi olji citrusov pri doTERRA? V redni ponudbi je to bergamotka, limeta, potem pomarančka, grenivka, tangerina. S tangerino sem tudi nekaj pripravila, še danes vam pokažem. Pa zelena mandarina, mislim, da jo še nisem navedla. Pa seveda limona iz osnovnega paketa. Tako da recimo, tudi če nimate drugega iz osnovnega paketa, lahko uporabite limono. Jaz to uporabljam tudi pri jedeh, ful rada v mafinih. Zdaj sicer te dni danes smo imeli, so še tople palačinke, tako da sem tukaj dodala eterično olje limone. Pač maso si naredite, kakršnokoli želite, če imate posebne potrebe, da težje presnavljate kakšna hranila, pač dodate tisto svojo varianto ali pač brez jajc, brez glutena, karkoli. Je pa res, da pri takih stvarih, ko smo ravno pri internem, je med prehranskimi dopolnili, ki so tudi del te interne uporabe, sigurno ena prvih stvari TerraZyme. Mi smo, tisti, ki ste že člani ali pa te, ki boste postali, boste dejansko videli v naši članski slovenski skupini krasen video, kako lahko postane kosmiče, oživiš s tem oziroma pokaže, kaj to stori v našem želodcu, če nekatere stvari težje presnavljamo,
ali pa gremo ven jesti, pa ne vemo čisto točno, bo zdaj tisto, kar smo prosili, da dobimo tudi dejansko tam, ali bo še kaj drugega zraven. Predvsem pa v tem obdobju, kot je zdaj, tudi doTERRA ima super serije, Strong All Season, to se pravi močni vso sezono, je ena prvih stvari od prehranskih dopolnil, ki jih priporočajo za maksimalno presnovo in izkoristek hrane, zato da imamo več energije navzven, zato da smo res dali še dodatno, kar ne dobimo svežo zelenjavo in sadje, ker to ni nič drugega kot zmleto posušena zelenjava in sadje, ki vsebuje dovolj encimov, ker presnovni encimi se s kuhanjem, ker so beljakovine, zakrknejo. Tako da v bistvu, če ne jemo krožnik vsakokrat v 60% svežo zelenjavo in sadjem, je tole mast in to je nekaj, kar lahko jemljete skozi, s tem se ne dela kura in prilagajate, če je težji obrok, lahko date do 3 kapsule oziroma 2. Jaz moram povedati, da tole, kar se encimov tiče, ko smo ravno pri presnovi, jemljata moji 2 punci, Sofija se je že naučila piti zjutraj, spije tudi na tešče skupaj z vodo, oziroma Oliviji naredim pa tako, da odprem kapsulo in zmešam in smo se tudi pogovorili, zakaj je to dobro, tako da razumeta. In popijemo to zjutraj zaradi tega, da mogoče počistimo še s čem, kar je po noči ostalo v trebuščkih in dejansko trkam, tudi en del zdrave navade, kako ohranjati svoje zdravje. Vsekakor super stvar. No, da gremo naprej. Še z olji. Kar se tiče zelišč, ki jih uporabljam, uporabljava tudi svoje zelišča. Mi vas obožujeva kuharijo oba, tako da se včasih kar malo kregava, kdo bo kuhal. Danes bom jaz na vrst. Kar se tiče zelišč, ki jih lahko tudi uporabljamo, ker je res toliko bolj intenziven vonj, ali pa če imate doma nekoga, ki tudi ne mara koščkov zelišč noter, mara pa okus, in da dobite vseeno učinkovine, ki vam lahko pomagajo pri, rečemo, zdravi odzivnosti imunskega sistema, eterično olje lahko uporabljate. Raziskava, ki jo je opravila za doTERRO zunanja agencija, pravi, da se tekom kuhanja, tudi če na koncu dodajemo eterično olje, ohrani do 70% učinkovin. Tako da v bistvu krasna stvar, kot rečeno, dodajemo za potrebsi. Ne vem, če se vidi, timijan je eden prvih, krasen, tudi kot smo že včeraj povedali za ta čas. Majeron, ki je že na hlape pri meni, ki ga imam res rada tudi v rolon mešanicah za podporo čustvom in srčno-žilnemu sistemu. Bazilika, potem rožmarin, zelo radi uporabljamo pri nas tudi semena koriandra, tako da to je koriander. Če imate radi liste koriandra, je tisto cilantro. Potem imamo cimet. Cimet veliko krat konča v moji čokoladi. No, ko smo ravno pri čokoladi, jaz sem ravno zjutraj delala pralinejčke, jaz upam, da se vidijo. Joj, kako bi vam z veseljem ga dala takole čez. Danes sem jih delala za popravo meto, tako dejansko imam after eight varianto, pač stopiš čokolado, umešaš noter, ker je trda, 80%, jaz dodam še malo kokosovega hladno stiskanega olja na žlico, ne tega doTERRinga, ampak tega na žlico, ki ga tudi imam, zato da ni tako trda in to je en tak poslasta, ki ga bova zdaj v kavici spila, takoj ko neham jaz tole snemati. Marmelade, če jih delate sami, jaz obožujem domače marmelade, sploh če je iz kakšnih divje nabranih rastlin, seveda z eno razumno mero, ne da prekomerno obiramo, tudi moja mama. In najboljša do zdaj, kar mi je, sem delala iz rdečega ribeza, zdajle sicer tale je iz tega, kar je mama imela na vrtu, tako da je zelo kiselkasta, vam bom drugič zaupala, kaj vse je, ker so 4 stvari noter, ampak jaz sem pa delala res z rdečega ribeza in dodajala potem res samo par kapljic eteričnega olja melise in vam povem, ko da, ne vem, z Rachel Q sedim sred Pariza in uživam v vseh gurmanskih zadevah. Tako da res fantastične stvari lahko naredite z samo eno kapljico. Solate. V solatah, zdaj tole je kanček tega, kar bom pripravila. Sofija si danes seveda zaradi grškega vikenda želi še grško, mi doma pa zelo rada zelje. Motovilc in ga imamo še, nam še raste pri sorodnikih, tako da ga bomo šli še nabrati. Potem hkrati dava čist parmezan. Srečo imam, da pri moji mami dobimo lešnike domače, tako da si dava še to čez. In pa avokado. In potem
čez velikrat uporabljava sol, ki je aromatizirana. To je pa tisto, kar je Maja Krušica ravno zjutraj spraševala, kako točno smo imeli na dogodku. Tam ste si same namešale članice, ki ste bile. Jaz si pa pripravim sol v eni večji skodelici, dodam noter pač tisto, kar imamo mi radi. Mi imamo pač radi baziliko, imamo radi kardamom, majaron, origano in timjan, po kapljico ali dve, recimo na tako dozico. Potem to zmešam in nafilam v tako solnico in to, kako lepo diši, dajem pol noter v jedi ali pa lahko tudi čez solate, kar sem vam želela zdaj povedati. Drugi način, lahko si aromatizirate tudi oljčno olje. Jaz vam tole sicer za ribe pripravljeno, da pol na koncu, ko se že speče, gor posujem. In sicer imam oljčno olje z nekaj kapljicami rožmarina in limone, tako da je že razrečeno in v bistvu samo pokapam, ker danes bomo imeli pač orade, gor pokapam pač po ribicah. Kaj sem še pozabila? Pri sladicah, ja, ena stvar, ker imamo grški vikend, seveda uporabljamo grški jogurt, tako da sem pač naredila sladico kot neke vrste strjenko iz čija semen, navadnega jogurta, lahko uporabite pač tistega, ki vam tudi paše, živijo Petra pa Ajda. In dodam noter za slajenje naš domač med, trenutno pač nam je ostal še gozdni in dodam eterično olje, danes sem dodala tangerino. Tako da to je super sladica, hiter narejena, pač pustila sem, strdilo se je in še ful učinkovito, ker vemo, da s čija semeni tudi ogromno stvari dobimo. Tako da mi ful radi jemo. Marsikdo, ki me pozna, ve, da sem obožujem pripravljati velike piknike za svoje najbližje, tako po 40 ljudi in se pol čisto vržem v to in 2 dni že vnaprej pač pripravljam, kaj pol še skupaj pač zadnji dan izpeljamo, tako da res obožujeva kuhati oba. Mogoče tudi daj bi svete prid. Ja, za tzatziki koper pa črni poper. Koper je dill, black pepper, no, ko si ravno omenila. Jaz ga ful rada dodajam skupaj z cimetom, pa z kardamomom, pa z pač, ja, te 3 dodajam rada v bučne juhe. Mislim, to je... Jaz vam sploh ne znam povedati, kako dober, pa pol še malo popečeni kruhki čez, mislim, fantastična stvar, no. Potem, kar si rada še delam, je, da delam kavico, ponovadi ali bulletproof z kokosovim oljem, hladno stiskanim pa z miksam, ali pa delam kar tako iz kafeterije direktno, zelo rada si dodajam pink pepper, ki ima res tudi veliko učinkovin, ki ugodno delujejo na naše antioksidante. Dodam kapljico na dno in potem samo nalijem kavico čez in je božanski napitek zame s krasnim vonjem, no, tako da lahko si pa dodate, morate enkrat probati, zabotrebati s poprave mete, ali pa če tega nimate, si pa naredite za zraven, tako kot bomo mi dva danes imela pač pralinečke s popravo meto. Od hrane, mislim, da sem skoraj vse povedala, razen zdaj v času izziva, ko ga imam body positivity, ki pač deluje na to, da imamo suho krtačenje, da se mažemo smart and sassy, da pijemo grenivko, nekatere pijejo smart and sassy, ker jim bolj ustreza, in še nekaj ostalih stvari. Res pazimo, da res čez dan spijemo dovolj tekočine, predvsem vode in na pravilen način. Jaz si potem tak namen kar pripravim stekleničko. Jaz imam zelo rada zapit grenivko, tudi krasna je, da pomaga, bom rekla, na zdrav način podpreti limfni sistem, kar se zelo lepo vidi na lepših oblinah čez čas. Gledam, če sem še kaj takega. Kar še zelo rada dodajam v smutije sebi v tem času, kurkumo v prahu kombiniram, da dobim res čim več učinka še z eteričnim oljem kurkume, ker skupaj data res, ne morem povedati, ker ne smemo govoriti o boleznih in takih stvarih, ampak vseeno zelo močno podporo, ki jo trenutno v času sezonskih zunanjih tegob potrebujemo. Tako da se bomo vse pravilno držali. Od prehranskih dopolnil sicer imamo mi prav svojo poličko, obožujemo doterine vitamine za otročke, so v obliki smajlijev, okus imajo lubenice, tako da vam ga pokažem, taki majčkeni so in se v bistvu zgrizajo, ali pa če imate mlajše otroke, lahko zdrobite na žlički pa jim date za popit.
Omega otroško imamo, potem Life Long Vitality, v katerem bom sigurno naredila kar en posebej prispevek, ker je to obsežna tema. Potem pa imate pripravljene že kapsule v določen namen. In to meni zelo všeč pri doTERRA. Kako jih jemati, vedno najdete na izdelkih, predvsem pa, bom rekla, kjerkoli imate nelagodje in veste, da ste šibkejši, je še toliko bolj pomembno v tem času, da se tam podprete, ker veste, da imunski sistem je nasplošno res ena velika celota, ki seveda bazira v prebavnem sistemu, ampak potem lahko vsaka naša, rečemo, ahilova peta nas podmakne. Tako da, če ste bolj občutljivi, veste, da je vaša šibka točka na dihalih, pač lahko vzamete nekaj za zraven, da se podprete na dnevni ravni, ne šele takrat, ko je kaj težje tam, če imate kaj na prebavilih tam, in za vse to ima doTERRA pripravke. Najbolj odlično za ta čas seveda bi bilo pokazati On Guard kapsule, ki jih pa trenutno ni, ker so pošle, bodo prišle kmalu nazaj, upamo. DDR Prime, ki vsebuje, kot smo že včeraj rekli, tudi eterično olje timijana. Fantastična stvar, jemljete po navodilih in vedno z obrokom, oziroma jaz še rajše rečem tik pred obrokom, zato da se stvar res tako pije, kot mora. Za prebavni sistem imate celo ZenJust kolekcijo. Obstajajo kapsule, ki so narejene z eteričnega olja ZenJust. Še ful rada imam, pa tudi malima dosti dam, če imate nelagodja v trebušnem predelu za pojest, za zgrist, ker so žvečljive. Digest Step. Samo da vam pokažem, kako gleda. To bomo mi tukaj radi in to je toliko pocen stvar. Ena taka zdrava alternativa nečemu, kar že poznamo, ko imamo nelagodja z pekočim občutkom v tem predelu prebave in tudi po požiralniku. To je pa naravnejša alternativa, ki ne ustvarja novih, rekla, nelagodij po tistem, ko nehamo tista pomagala jemati. Če si boste sami pripravljali kapsulo, upoštevajte navodilo, pripravljajte za tisto, kar doTERRA izrecno pove, kaj je v kapsuli. Če ste začetnik, zato ker zelo nerada dajem nasvete, kar se tega tiče, obstajajo pa pač prazne kapsule, Empty Veggie Caps, vam bom pokazala. In pač v ta večji del nakapate, zdaj za On Guard točno vemo, kakšen je recept, ker ga doTERRA pove, in isto za Zendokrin. Mehke kapsule in pač uporabite tisto dozico, zaprete in jemljite, kot bi jemali original. To se pravi, v trenutkih, jaz to pač priporočam začetnikom, da naredijo to v trenutkih, ko recimo On Guard soft gelsov ni, in pač, če imaš doma vsa olja, ki jih vsebuje in veš recept direktno strani doTERRA, si jih lahko pripraviš in bo varna uporaba na mesto, kot je treba. Jaz mislim, da sem vam pokazala vse. Malo bom še pogledala, če je kakšno vprašanje. Predvsem pa mi napišite, kaj ste imeli danes za zajtrk. Namreč tist, ki bo to napisal, gre v Boben. In eden izmed vas bo dobil nekaj, kar ni v osnovnem paketu, in vam mu to pošljem na dom, da bo tudi to lahko fantastično izkoristil v kulinarične namene. Če imate kakšen super recept kulinaričen, ga tudi lahko spodaj podelite, ker to je mesto, da se res en drugega učimo. Tudi jaz ne vem vse, absolutno nikoli ne bom vedela vse. In to je najlepši del tega pri doTERRA in pri tem delu, ki predstavlja glavnino mojega dela, da pač enostavno je to proces učenja in te olja, ker sama učijo. Skratka, upam, da ste uživali v teh 3 serijah, kako najbolj izkoristiti učinkovito svoje prve eterične olja. Danes smo šli še malo bolj na širino, tako da smo uporabili še malo več drugih eteričnih olj, ker tukaj se stvar res šele začne. Tako da, karkoli želite, tudi tisti, ki še iščete načine, kako bi svoja prva olja pripeljali v svoj dom, sem vam na voljo za nasvet, kaj je optimalno za vaše potrebe, želje in seveda predznanje. Lepo se imejte, vsem pozdravčke, Anja, Melita, Andreja, sestrca, Tjaša, Maja Krušičeva, Ajda, Lija in tako naprej. Uživajte, krasen dan vam želim, pa se vidimo. Lepo nedeljo, čau, čau!